En prav lep pozdrav, zdravstven pozdrav, tako da zdravstvujmo. Danes bi rada spregovorila o eni zadevi, s katero ima večina zahodnjaških civiliziranih žensk težave. In sicer gre za menstruacijo. Lahko so zelo boleče, lahko so zelo obilne, lahko so neredne, lahko jih ni, lahko se ne končajo, oziroma tudi mena je lahko zelo problematična. Zdaj jaz imam 51 let in sem vse te stvari dala skozi, oziroma zdaj tudi nekako sem sredi mene in imam zelo, zelo veliko izkušenj iz tega gledišča, ker sem imela kar velike težave. Dobila sem jo zelo zgodaj in zdaj stvari so mi zdaj veliko bolj jasne, kot so mi pač, ko sem bila mlada, ko sem bila še najstnica, ko sem dobila menstruacijo. Nisem vedela, za kaj gre. Zdaj prvi 2 leti ni bilo nekih večjih težav, razen tega, da sploh nisem vedela, za kaj gre, ker nisem bila o tem poučena, doma se nismo pogovarjali. In pa tudi v šoli je to bilo kasneje, kakor sem jaz dobila menstruacijo. Zdaj, povedala vam bom nekaj, kar vas bo verjetno vse presenetilo, ker vsakega preseneti to, tudi mene je, vendar to ni na mojem zelniku zraslo, ampak je dejansko izjava enega priznanega biologa, ki je preučeval te stvari in mi je tudi, ker sem se na njega obrnila oziroma nekako sva se našla, ker moja največja težava, ki mi je prvič medicina odpisala, je bilo to, da se mi menstruacija sploh ni ustavila 4 leta. In je bila izjemno obilna, bila sem skrajno anemična, težave tudi s krvjo in še druge težave s hormoni in v glavnem 4 leta v bistvu me je medicina zdravila na vse možne načine. In na koncu še 2 operaciji, za kateri so kasneje mi povedali, da mi je primarij rekel, da je to bilo za vsak slučaj, ker niso vedeli, kaj mi je. Nisem pa imela raka, a ne, in oni so to skozi sumili na raka in potem vnetja nihče ni omenjal, čeprav danes vem, da je šlo pač za neka kronična vnetja, za katere je potem ginekolog izjavil, da so sama od sebe izginila in da je to zgolj slučaj, da sem se jaz pozdravila. Vendar ni slučaj. Ni slučaj, ker sem jaz morala, prisiljena sem bila se v zadevo poglobiti, če nisem hotela umreti dobesedno, ker sem je to pač ginekolog rekel, oprosti, ne vemo več, kaj narediti, enostavno toliko si slabokrvna, da mi ne znamo več tega popraviti in ne boš preživela. Tako mi je rekel. In imela sem samo 37 let takrat, a ne. Zdaj, moj namen je, da vam malo osvetlim zadeve, da morebiti pomagam puncam in ženskam, da dobite pač neke informacije, ki vam lahko morda pomagajo, če boste preizkusili, a ne. Pač treba je preizkusiti, a vam to pomaga ali ne, a so te stvari res take, kot so bile pri meni ali niso. Tako da, torej, bom začela od konca, v bistvu, kaj je tisto, kar je meni povzročalo oziroma mi še danes zelo dokazano, se pravi, kaj to pomeni dokazano? To pomeni, da preverjam svoje stanje na krvni sliki in da si vse zapisujem v dnevnik. Vse si zapisujem in se pojavijo določeni vzorci. En vzorec se mi vleče iz prehrane,
in drugi vzorec se mi vleče iz psihe. Te dve zadevi. Zdaj izjava še tega biologa, da je menstruacija dejansko civilizacijska bolezen, da ni v bistvu na nek način normalna, tako kot jo civilizacija jemlje. Zdaj bom pojasnila, kaj je on meni povedal, ker jaz sem tudi zelo debelo pogledala in mi ni bilo prav jasno, v bistvu, o čem govorim. In potem mi je povedal tako, da je on to raziskoval, zato ker res številne ženske imajo težave s tem, in da je raziskoval in da je prišel do zapisov, ki so tudi največ zapisov hrani cerkev v Vatikanu, in sicer o ljudstvih, ko so pač v zgodovini odkrivali Ameriko in druge kontinente, Evropejci, so odkrivali tudi druga ljudstva. In nekatera ljudstva so živela drugače od nas in nekatera ljudstva so bila recimo popolnoma veganska. To pomeni, da so se prehranjevala izključno z rastlinami, nič živalskih beljakovin, niso jedli tudi ne človeške beljakovine. Se pravi, nekatera ljudstva so tudi ljudožerska, jedo ljudi, nekatera pa jedo pač mesojedska, torej živali. In opazili so, da izključno tista ljudstva, ki so se prehranjevala zgolj z rastlinami, ženske niso poznale menstruacije, ampak se je ta pojavila samo takrat, tako približno kot pri živalih, takrat, ko je ženska bila odločena imeti potomce. Takrat je neka mala krvavitev prišla do tega, ker se pač jajčece moralo usidrati v maternico. In da se ženska v bistvu, da jajčice dozorelo samo takrat, ko je ženska to imela v glavi, da bo imela otroka, da bo imela potomca, in takrat so se zbudili hormoni. Jaz sem te stvari precej raziskovala tudi pri sebi in sem ugotovila, da psiha res izjemno vpliva na hormone in pa tudi na menstruacijo. Kadarkoli sem imela velike psihične pritiske, kljub pravilni prehrani, se je menstruacija pojavila izredno in bila izjemno močna in se ni nehala, dokler nisem prišla ven iz te psihične obremenitve. Tako da, torej, dve stvari sta glavni, ključni pri težavah z menstruacijo. In sicer eno je prehrana in drugo, ta je 90%, ostalo psiha. Tako, zdaj, nekatere ženske nimajo menstruacije v naši civilizaciji in za njih se zelo trudijo, da bi menstruacijo pridobile. Zdaj, moje osebno mišljenje je, to rajši vprašajte svojega ginekologa, ampak vam povem samo svoje osebno mnenje. Moje osebno mnenje je, da je za njih bolje tako in jaz ne bi posegala v ta naravni proces, ki ga njihovo telo pač procesira. Očitno se one prehranjujejo dovolj dobro, ponavadi so to vitke in aktivne ženske, da jim ni potrebe, da jajčeca zorijo, ker zdaj sodobna civilizacija ima tako prehrano, in to se je tudi meni dogodilo, da je napolnjena prehrana z obilo hormoni, ki ne bi smeli priti v telo človeka, sploh ne ženske, in z obilo mesa in mlečnih izdelkov živalskega izvora. To vse povzroča prezgodnjo menstruacijo oziroma sploh menstruacijo in težave. In to se je tudi meni dogodilo, ker je moja prehrana temeljila na tem, na v bistvu veliko mlečnih izdelkov živalskega izvora, sploh sir, in kakšni bureki, recimo kruh, tudi žitarice
lahko slabo vplivajo, bela moka, bel kruh. To lahko zelo slabo vpliva na menstruacijo. Zelo slabo. Jaz v bistvu dobesedno žitaric ne smem uživati, ker imam s tem lahko zelo velike težave. Tako da edine žitarice, ki jih lahko uživam, so, pač nakaljene oziroma namočene, da so nakaljene, pa jih potem skuham in to lahko uživam, pa ne v velikih količinah. Zato, da pač gluten in ostale snovi, da jih porabi, v bistvu, da jih rastlina porabi, preden to pride v telo. Izločila sem iz svoje prehrane vse živalske beljakovine po pogovoru s tem biologom, ker je on edini bil, ki mi je povedal, kaj je z mano takrat narobe, ko sem umirala, in nisem imela druge variante, kot da ga ubogam, da probam, ker nisem imela kaj izgubiti. In takoj so se mi stvari začele izboljševati. Druga stvar, ki sem jo naredila, je to, da želela sem si ustaviti krvavitve, zato da ne izgubljam železa, mineralov, da ne izgubljam v bistvu krvi, da ne izgubljam kalcija, v bistvu vse sem izgubljala, ne. In tudi kosti so bile krhke, lomljivi nohti, razcepljeni lasje, koža ni bila lepa, gladka, pa grozne menstrualne krče sem imela, ne. Zdaj, medicina mi ni mogla, kako mi je medicina pomagala? Najprej s tableti proti bolečinam, in to je zelo slabo. Prvič povzročajo, imajo hude stranske učinke, drugič živčevje omrtvičijo in nič ne čutiš, ne veš, da je nekaj narobe. Delaš, ker jaz sem pač, ko sem hodila v službo, kaj sem pa lahko naredila, ne, dopusta, nisi imel toliko bolniške, ti ne dajo v bistvu zaradi menstruacije, in edina varianta je bila protibolečinske tablete, da sem pač delala, dokler nisem dol padla, ne. Meni se zdi to škoda, če bi vedela stvari, ki jih vem danes, tega nikoli ne bi naredila. In torej, krvavitve je možno zmanjšati in vnetja, ki so zaradi prehrane, v bistvu je možno zmanjšati in s čaji. Eden od teh je recimo lahko rman, ampak nosečnice ne smete tega, tako da za nosečnice tole, kar zdaj govorim, ni, no, nosečnice imate čisto. Tako da, če ste noseči, ne tega upoštevati, kar govorim. Rman v bistvu je eden, pa recimo kamilica, rman povzroča to, da lahko rane celi, če ga pijete. Tudi rman je tudi za zunanje rane, recimo, če imate, lahko posujete rman, prah rmana po rani, se bo zelo hitro zacela zadeva, razen če imate težave s krvjo, da se vam kri ne strjuje ali pa da je pregosta, ne, tudi to je prehrana, težava v prehrani. Kamilica pa zelo, zelo dobro pomirja želodec, maternico, črevesje in lepo uspava, in pa tudi vnetja odpravlja. Meni je ta čaj pomagal, da sem se umirila, da so mi krči popustili in da sem zaspala. In najbolj mi je pomagalo, da sem takrat, ko se je začelo, spala nekaj ur. Vsaj 2. Pa ni bilo važno, kateri del dneva je bil, takrat so mi stvari popustile. Zdaj, zelo pomaga toplota, vendar dajte si termofor ali tople stvari, ne na trebuh, ker to še povzroča še močnejše krvavitve, ampak si dajete na lahko malo časa, do 20-minutna ledvica, oziroma najboljše noge. Če si grejete noge, to je najboljše, ne. Tako da cirkulira kri malo bolj in takrat se žile razširijo in krči menstrualni znajo popustiti. Tako, zdaj, jaz sem gledala tudi to, kar sem sama ugotovila,
preko lastnih raziskav sem potem naletela na več znanstvenih raziskav, ki potrjujejo te moje rezultate. 2 znanstveni raziskavi, v bistvu eno je naredila ena ženska zdravnica, ginekologinja, in eno je delal, ki se še ukvarja s tem, da ženskam pomaga pri menstruaciji, oziroma pri vseh ženskih stvareh za ženske. Drugo je pa naredil ginekolog, moški, in sta rezultata popolnoma ista. In enaka dejansko kot moja. In sicer gre za prehrano. Pri ženskah je pa menstruacijo in pa obilno in močno menstruacijo ter menstrualne krče povzroča hrana. Največ živalskega izvora. Ta hrana absolutno to povzroča. Zdaj, to morate preizkusiti same. In sicer prvi mesec bojo bolj borni rezultati. Zdaj, pri prehrani je tako. Hrana živalskega izvora gnije v telesu, ker nimamo encimov za prebavo te hrane. Napačno je prepričanje, da imamo encime za meso in mleko. Nimamo. Človek teh encimov nima, mi nismo zveri, ker te encime, oziroma sploh ne gre za encime, to so pač določene bakterije, ki se zaredijo v črevesju, in te bakterije povzročajo razpad živalske hrane in to povzroča dobesedno tudi gnitje. In to je za telo zelo slabo. Zelo slabo, a ne. Telo se stara, povzroča se menstruacija, krči, hemoroidi, ne gre prebava naprej. Krči so zato in bolečine v križu. Bolečine v križu in krči nastanejo izključno zaradi hrane, ki ne gre naprej. Veliko ljudi pravi, ja, imam redno in dobro prebavo, vendar ne vedo, da ta prebava njihova ni dobra, da ostaja v telesu 3 dni ali več, kar je alarmantno. Zdaj, ali vam ostaja hrana dolgo časa v črevesju, ker hrana bi mogla iti isti dan še ven, isti dan. Tako bi mogel človek se prehranjevati, če hočemo biti zdravi. Če hočemo, da se ne povzročajo rakove celice, da ne nastajajo, da nimamo krčev, nimamo vnetij in bolezni, potem mora iti hrana v enem dnevu ven. Najboljše pa, da je čim manj bakterij v telesu, oziroma samo tiste, ki jih nujno potrebujemo za prebavo. Ampak je napačno mišljenje oziroma je fake informacija, lažna informacija, da to recimo, da so dobre bakterije v živalskem jogurtu. Ne, niso. Boljše bakterije so rastlinskega izvora v rastlinskih jogurtih. Nekateri jogurti, recimo sploh sojade, ali pa sojade, ne vem, kako se izgovori, recimo jogurti, ki sem jih že, poglejte moje prejšnje videe, sem že o tem govorila, te imajo ta prave bakterije za prebavo, ne. Plus nekatera veganska hrana, ne pa vse. Veganska hrana je lahko zelo, zelo, zelo nevarna tudi, če je narobe narejena in če je narejena iz napačnih rastlin, ki so napačno vzgojene. Vse to potegne za seboj. Čisto vse to, a ne. Se pravi, kako je rastlina vzgojena, na kakšen način, kako je pridelana, kako je hranjena. Jaz sem zdaj naletela na avokade, ena trgovina, jo skozi kupujem, imajo super avokade, zdaj imajo zanič avokade. Avokadi so čudni, so žilasti, prej zgnijejo, kakor dozorijo in zelo, zelo zanič. To pomeni, da je nekdo verjetno naredil neko napako nekje v tej dobavni verigi, zadeva verjetno slabo shranjena, ali pa prezgodaj pobrana, karkoli neka napaka je bila storjena in je ta hrana zanič. In jaz dam denar za to in se mi zdi zelo škoda. Zato podpiram v bistvu in pač tudi naredila bom več videov, da podpiram pač tiste, ki so kvalitetni, in tudi povem, kaj meni je naredilo dobro in kaj je za mene kvalitetno z mojimi preizkusi, kaj se je izkazalo za dobro.
Zdaj, naslednja stvar, ki zelo, zelo škoduje, so maščobe. Maščobe. Torej, jaz vam priporočam, da če nočete imeti obilnih menstruacij ali pa mene grozne oziroma krčev, potem morate najmanj 1 mesec prej, najmanj 1 mesec, to je najmanj, ampak šele po 3 mesecih boste imeli res ta prave rezultate, tako da naredite si eksperiment si naredite za naslednjih 6 mesecev in boste videli same rezultate, kaj se bo dogodilo. In ne takoj obupati, ker morate se opazovati, naredite si en dnevnik, en zvezek, pišite si noter, kaj ste jedli, kdaj ste jedli, kakšni so rezultati, zelo na kratko, jedrnato, 3 minute na dan, zato lahko porabite največ. In ko boste šli brati nazaj, boste ugotovili, da so določeni vzorci, ki se pri vas ponavljajo. In to je vzrok vaših težav. In takrat je treba pač ta vzrok spremeniti. Nekaj je treba narediti drugače. Najhujša so prepričanja. Da človek prepričan, da je nekaj prav, pa dobro, pa v redu, dejansko mu pa ne deluje. Prepričanja so res najslabša stvar, kar sem jih jaz imela v svojem življenju. Še danes se ujamem v določena prepričanja, da mi je pa nekaj za prihodnost gotovo. Ne, nič ni gotovo. So samo možnosti. Dejansko so samo možnosti. In če človeku nekaj prepričam, potem ne dovoli, da pridajo nove stvari v njegovo življenje. Tudi jaz sem bila taka in sem včasih še taka. Ta stara navada se mi zna še ponoviti. Ampak na srečo se velikokrat ujamem in na srečo imam tudi osebe okrog sebe, ki mi na to me opozorijo. Hvala Bogu. Dobre prijatelje, ki mi na to pokažejo. Torej, naredite 3 stvari. Zamenjajte živalske beljakovine za rastlinske. Poglejte, v opisu bom dala svojo brezplačno brošuro zastonj, kjer imate osnovne napotke, kaj jesti oziroma pač kako zamenjati. Potem drugo stvar, ki jo naredite, je to, da torej najprej prehrana, se pravi zamenjajte. In drugo stvar, kar naredite, dajte stran belo moko, sladkarije in sladkor. Vse, kar je in zelo sladko sadje. Tudi preveč sladkorja povzroča glivice, sploh ženskam, in te glivice ne rešite. Glivice, poglejte pač moje prejšnje videe, tudi o tem govorim. Tudi o sladkorjih bom še govorila posebej. Glivice se zaredijo, so v telesu vedno in se zaredijo zato, da rešijo življenje človeku, ki je pojedel preveč sladkorja, ki bi ga lahko ubil. Dejansko, tako kot pri sladkornih bolnikih, če je preveč sladkorja, lahko umrejo, če jim pade pod tisto mejo, ki bi mogel biti, pa tudi lahko umrejo, In tako je pri vseh ljudeh. Dejansko tudi pri vseh, tudi če nimate sladkorne bolezni, je tako. Tako da, se pravi, živalske beljakovine stran, zamenjati s rastlinskimi. Potem druga stvar, sladkorje stran, čist stran. Uživajte recimo, če rabite sladko, papajo. Papaja je odlična, ali ananas je v redu, pa gozdne sadeže. To lahko uživate takrat. Oziroma, dajte tiste pol leta to pač narediti na ta način. Sladkarije vse stran, čokolad ne jesti. Ne jesti takrat čokolad in maščobe. Zdaj tukaj gre pa maščobe živalskega izvora in pa maščobe rastlinskega izvora. Edino, kar bi priporočala, ker maščobo telo mora imeti, dajte vse predelane maščobe stran in jih zamenjajte z avokadom in oreščki. Avokado ima ogromno dobrih stvari, o njem bom posebej posnela video. Ta prave maščobe, omega, te maščobe so v vodi
topne in v krvi so topne, ne zastajajo v črevesju, ne gnijejo, predelajo se, zato imamo encime, grejo v kri, grejo v celice, grejo v možgane, lepo bo telo delalo, lepo bo namazano, brez težav. In pa oreščki, razen mandljev ne priporočam, mandelj je dosti strupen, če ga pa jeste, ga namakajte in olupite dol rjavo kožo, kjer je največ toksinov, ima mandelj, v tisti rjavi koži. Ostale oreščke pa sploh recimo priporočam kakšno pistacijo, indijske oreščke, to recimo orehe priporočam, ne tega v zelo velikih količinah jesti, ampak pač pomalo, po nekaj na dan, pa to, kakor vam paše, ne se prav najesti, recimo tudi arašidi pomalo, zelo malo, pa dajte suho pražene brez soli. Priporočam, da ne uporabljate sladkorjev, priporočam, da ne uporabljate nobene soli, ampak uporabljajte mehurjasto halogo namesto soli ali alge namesto soli, Sol dviga pritisk in dela kar precejšno težave ledvicam, zelo velike težave. Tako da jaz soli, v bistvu človek natrija ne rabi, rabi bolj jod kot natrij. Natrij občasno, ampak natrija imajo dosti tudi vse zelene rastline. Med menstruacijo priporočam, da jeste bolj redko, bolj kuhano, zmiksate, da niso prav veliki koščki. Če lahko jeste surovo zelenjavo, super, če vam pa to povzroča krče, pa za tisti čas, tiste 2-3 dni, pač ne jejte surove zelenjave, drugače pa surova zelenjava res super. Sploh v bistvu edino špinače ne priporočam, ker ima ogromno oksalatov, ogromno. Rajši recimo kakšno koprivo, regrat, radič vseh vrst, Odsvetujem tudi kislo zelje, kisane stvari imajo ogromno alkohola, Priporočam pa fermentirano hrano, ampak fermentirano na vzhodnjaški način. Poglejte si spletno stran Kis in kvas. Jaz sem si zdaj kupila še lonec za fermentiranje, tako da se bom zdaj začela to učiti, in ko bom znala in ko bojo stvari, pač to bo nekaj mesecev trajalo, da se jaz to naučim in da se to nafermentira, potem bom si tudi sama delala to hrano, bistveno cenejše mi bo in imela bom zdravo hrano doma, sama, Bodite čim bolj umirjeni, zdaj še psihološki vidik pri menstruaciji, v bistvu bi samo še to. Izgubljate dosti tekočine in veliko železa, mineralov, vitaminov skozi kri. Zdaj, kaj bi bilo boljše takrat več jesti? Peso. Zdaj v trgovinah jo dobite tudi kuhano, že zapakirano peso, pesin sok recimo, potem kakšne naravne dodatke k prehrani, kot je Eisenblut na primer, kjer vsebuje železo in pa še druge vitamine, D-vitamin, mak recimo za kalcij. Samo pazite, v bistvu železo in pa kalcij se nekako, o tem bom naredila posebej video, ko moram res fajn razložiti, lahko se izključujeta, na pravilen način se pa vežeta med sabo in potem imate res, nastaja super kostni mozeg in pa rdeče krvničke, bele krvničke in kosti in tako, in ne more priti recimo do osteoporoze ali pa arhitisa, na primer, Nepravilna uporaba D-vitamina in pa kalcija pa privede do arhitisa in pa osteoporoze, sploh recimo, če uživate veliko žitaric. Je to lahko velik problem, zato ponekod mokam celo dodajajo kalcij.
zaradi tega, da ne bi ljudem povzročili prevelike škode, a ne. Zdaj, v bistvu novice iz sveta so te, da globalno spremljam tudi prehrano in kaj se dogaja na ekonomskem trgu, in pa pri znanstvenikih in zdravnikih. Dejansko so napovedali, da bodo s trga spravili dol meso, krave, svinje in ostalo, v bistvu živinorejo. Švica je že to začela, Nizozemska in tako naprej, a ne, pač države v bistvu živinorejo ukinjajo in veganstvo uvajajo. Zdaj, veliko ljudi govori o zaroti proti človeštvu, vendar jaz mislim, da to je moje osebno mišljenje, da to ni zarota, ampak pač enostavno moje videnje, moje raziskave so pokazale in tudi raziskave drugih ljudi, da je človeštvo vedno bolj bolno, vedno več ljudi umira zaradi nepravilne prehrane, med katero spada tudi živalska prehrana. Živalska prehrana je v bistvu kultura, je prepričanje, da mi to potrebujemo. In tudi še vedno je propaganda zelo močna v tej smeri, a ne. Pri rastlinski prehrani je treba pa ravno tako biti zelo previden, ker ni vse v redu, a ne, pač ni vsa rastlinska hrana v redu, ni vsa rastlinska hrana zdrava. In kombinacije hrane niso vse primerne in niso vse zdrave med seboj. Zato bodite izjemno previdni. Neka osnovno vodilo vam je lahko, pač to so zdaj že več kot 15 let mojih raziskav, že več, v bistvu rezultati so v tej kratki brošuri, ki sem vam jo dala brezplačno na uporabo, in če želite, lahko naredimo tudi v živo, da me sprašujete, pa vam odgovarjam na vprašanja tisto, kar bom vedela in kar so moje izkušnje. Ker bom govorila samo iz lastnih izkušenj, nič to, kar so teorije. Ker meni to nič ne pomeni, neka teorija, ampak samo tisto, kar sem preizkusila, ne. Zdaj pa psihološki del, v bistvu, če otroke je treba čim prej seznaniti, v bistvu, ker zdaj že 7, 8, 9, 10 let stare deklice že dobivajo prsa in zelo hitro pridejo do menstruacije. Že pri 8, 9 letih se lahko začne. Pri 10 je pa že zelo pogosta. In to je samo zaradi načina prehrane. Včasih so deklice dobivale menstruacijo po 18. letu. In to je bilo dosti bolj normalno kot zdaj in vam lahko veliko pove, a ne. Veliko vam o tem pove. Razen recimo, jaz sem imela zdaj priložnost delati s skupino ljudi, ki živi zelo avtohtono še, tako kot so živeli včasih ljudje, še pred našo civilizacijo, še vedno v Sloveniji pač te ljudje obstajajo, so zelo zaščiteni tudi in dobivajo denar in vse in njihova kulturo se sprejema. Moram pa povedati, da jaz sem te ljudi zdaj v živo spoznala in pri njih je spolnost se začne pri 6 letih. Pri 6 letih jih že zanima drugi spol, že zanima družina, se že ukvarjajo z otroki, pri 7, 8 so že zelo poučeni o teh zadevah, sicer so tabu, ampak vsi vejo vse o spolnih organih. In tam pri 11 letih že imajo spolne odnose in seveda je menstruacija zelo hitro, pri 14 se že poročajo. In 15 let imajo že otroke in do 20. leta imajo že 8 otrok, recimo, ne. To je zelo tipično za to skupino, ne, zelo tipično, ampak tudi po 20. letu ti ljudje postanejo bolni, grbasti, skrivljeni, grdi, stari, sivi,
in tam po 30. letu že precej umirajo in da dosežejo 70 let, je to že wow. Je to že pri njih wow, ne. In prehranjujejo se pa izključno v bistvu živalsko, ne, se pravi živalske beljakovine, to je za njih prvinska hrana, imajo rastline, ampak jih ne uživajo sploh, a ne, pač rastlin ne uživajo, no. Nisem videla, tudi v bistvu, ko smo mi z njimi delali in smo jih potem hoteli navaditi na malo bolj zdravo prehrano, to sploh ne jejo, njim je to zanič, a ne. To, kar naj bi bila za nas zdrava prehrana, pa jo zahodni svet sprejema, je za njim to res zanič in ne jejo te hrane. Tako da to je samo toliko, da veste, a ne. Zdaj psihološki del je pa to, da recimo že ta skupina vidiš, da je spolno zelo, zelo hitro dozori, mentalno pa sploh ne ali pa nikoli. Mentalno zelo pozno ali pa nikoli, tudi čustveno, in se odzivajo kot približno tako, kot se odzivajo živali, a ne. Ne želim nič slabega, ampak samo primerjava, ker recimo žival ima močna čustva in se bo odzvala na božanje pač na neki način, če jo brcneš na drug način, in pri teh ljudeh sem to opazila isto, a ne. Pač, da se samo čustveno odzivajo in ena beseda pomeni lahko vojno, katastrofo, vse pleme te napade, in tako da je to kar za nas je težko sprejemljivo, ampak tako je. Bi rada povedala, da pazite na svoje misli, pazite na svoje čustva in pazite na svoje otroke, da jih zgodaj poučite o teh zadevah na previden, ljubek način. Veliko stvari na internetu najdete, kako se približati otroku, da in to otroci sprejmejo kot nekaj normalnega, da ne jemljejo to kot neki tabu in wow in skrivanje, in da jih to preveč zanima in potem prezgodaj tudi planajo v neke odnose, sploh spolne, ki lahko pustijo težke čustvene posledice na ljudeh in sploh na ženskah, ki imajo potem tudi zaradi tega lahko krče, a ne, pač menstrualne krče, zaradi psihe, a ne. Nekatere ženske zavračajo svoje partnerje, tudi tukaj je lahko velik problem, tako da pač morate poiskati pomoč, ali strokovno, ali se obrnete na prijatelje ali kakorkoli, in knjige, recimo literatura, tudi na mene se lahko obrnete, lahko pomagam, znam pomagati ker sem coach in vas lahko vodim skozi življenje. Torej, jaz vodim ljudi, dejansko delam to, da jih vodim skozi njihovo zdravstveno stanje, da jim pomagam spremeniti prehrano postopoma skozi leta, da sem jim psihično oporo in da jim povem, kaj se jim bo dogajalo, ko spreminjajo prehrano, in da sem jim v oporo takrat, ko jim psiha popusti, ker psiha popusti zato, ker se hormoni lahko aktivirajo zelo hitro zaradi napačne prehrane, in recimo sladkor povzroča, da si grozno živčen, grozno, da lahko tudi slabe misli, lahko tudi črne misli ali pa misli na samomor, recimo lahko sladkorji povzroča, preveč sladkorja ali pa preveč vitaminov, ne, pač nekateri imajo premalo vitaminov, nekateri pa tudi pretiravajo, pa pač preveč, a ne, to saj telo zna povedati, samo poslušati ga je treba, res, ampak treba se je naučiti, a ne. Vodo pite, sploh če imate menstruacijo, zjutraj natešče toplo vodo. Topla voda se hitreje prebavi, hitreje gre skozi proces kot mrzla. Mrzla zna prebavo tudi ustavljati, tako da vodo je treba piti zaradi dehidracije, a ne, ker tudi izguba krvi pomeni dehidracijo.
Tako da to so res to so izkušnje in tudi enako velja za meno. Mena se vam ne bo pojavila ali pa bo šla zelo lepo skozi, ne boste imeli težave s hormoni, ne boste težav v bistvu s premočnimi krvavitvami, ne bo vam treba maternice in jajčnikov odstraniti, ne bo rakovih obolenj, če boste sledili osnovnim napotkom za to prehrano, in pa, da boste sami sebe opazovali in sami delali na sebi. Da vam povem, v bistvu, ko sem komunicirala z ginekologom in pa zdravnico, sem jima obema povedala, da sem jaz odgovorna za lastno zdravje, ne ona dva. Ona dva sta odgovorna samo za diagnozo, samo zato, da me prečekirata, preverita, data na analizo, preiskavo, da ugotovimo, kaj mi je. Zato je zdravnik odgovoren, zato ima licenco. Ni pa odgovoren za moje zdravje, zato sem odgovorna jaz, ker se moram pravilno prehranjevati, pravilno obnašati in delati na sebi. To je moja odgovornost in zdravnik ne more tega narediti namesto mene. Pa še priporočilo. Kava je izjemno nevarna zadeva. Tudi če imate menstrualne težave, dajte kavo spremeniti. Pa ne potem projo piti. Proja je ravno tako žgana rastlina. Žgane rastline naredijo velike težave črevesju, pa tudi, če je ne vem kako lahko pražena kava. Kava naredi veliko štalo in je tudi zelo strupena, to poudarjam, zelo je strupena. Rajši, če ste zaspani, pijte zeleni ali črni čaj. Čaji so manj škodljivi oziroma niti niso toliko. V velikih količinah so, v majhnih količinah pa ne. So čisto v redu in vam pač ne bodo naredili nobene velike težave telesu. Raje čaje uživajte kot kavo, veliko rajši. In pa vodo, čisto vodo, to pa posebej, ne pa vodo mešati skupaj s sadjem ali hrano. Pa tudi ostale tekočine, čaje, ne mešati s hrano, ne jesti recimo kruh pa čaj, nekateri to jedo. Ne, to je narobe. To zavre v telesu, nastane alkohol in nastanejo bolezni in težave in človek je prizadet in živčevje se uničuje, možgani se uničujejo, lahko nastane tudi demenca in te stvari, tako da pazite. Demenca v bistvu je tudi izhaja iz te prehrane, kakor sem zdaj povedala, se pravi, kar sem povedala, da je narobe za menstruacijo, narobe tudi za demenco, narobe za vnetje, kronično vnetje sinusov, narobe za rahitis, narobe za osteoporozo, za raka in podobne stvari, podobne bolezni. Ni pa to zdravstven nasvet, jaz nisem zdravstveni svetovalec, ampak vam podajam svoje izkušnje in samo preizkusite sami. Preizkusite, bodite pošteni, bodite dosledni, preizkusite, zapisujte si in če imate zdravila, se pa absolutno posvetujte s svojim zdravnikom. Prej ali s farmacevtom. Oba sta zadolžena za to, da poznata kemijske reakcije rastlin na zdravila, ker je to lahko izjemno nevarno. To vam pa res na srce polagam, če imate kakršnekoli težave in jemljete zdravila, dajte najprej to preučiti. To je prva stvar. S tem, da protibolečinska zdravila niso zdravila v bistvu. To je omrtviči, ne gre za stvari, ki bi bile življenjsko pomembne, ampak recimo kot so kakšne zdravila za srce, ne vem, ledvica, to boste pazljivi, pljuča ali karkoli, v glavnem tisto, kar je vitalno, možgani, za možgane. To boste pa previdni, da morate res zelo previdno dostopati do tega. In če pa z zdravnikom niste zadovoljni z njegovim mnenjem,
pa vam priporočam, da imate vso pravico vprašati 2-3 druge zdravnike in boste videli, pri čem ste, ali pejte v več lekarn in vprašajte več certificiranih farmacevtov. Tudi jaz sem to počela in to počnem še danes. Še danes delam, neke stvari izumam sama, posvetujem se potem z zdravnico, ona mi pove svoje mnenje, jaz povem svoje mnenje in naredim tako, kot mislim, da je prav. Če me opozori proti nekaterim zadevam, grem to najprej preučiti, preden karkoli naredim, da si ne naredim kakšne škode, velike škode. Zdravje je treba resno vzeti, zelo resno, to je edina stvar, ki je dragocena in brez zdravja nič ne moremo. Ostanite zdravi in ženskam želim vašo ženskost čim boljše, da se materializira v tem življenju od začetka do konca. Skrbite za svoje otroke, za deklice, povejte jim stvari, seznanite jih in vi bodite realni, ne si zatiskati oči, če vas nekaj boli, je nekaj narobe. Vam telo to sporoča, da je nekaj narobe. In če vam bodo zdravniki rekli, da je to normalno, se ne strinjati s tem in pojdite raziskovati na svojo pest in zamenjajte zdravnika. Lep pozdrav, pa se vidimo pri naslednjem zdravstvenem videu.